Spoštovane, dobro jutro. Lep pozdrav na novinarski konferenci, na kateri vam bodo danes naši govorci, se pravi ministrica za javno pravo, gospa Iva Pavlinič-Krebs, vodja pogajalske skupine Konfederacije sindikatov javnega sektorja, gospod Branimir Štrukelj, namestnik vodje pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, gospod Borut Jakopin in višji pravni svetovalec zagovorniške enote Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, gospod Matej Garbajs, predstavili postopek usklajevanj in pa izjavo o stopnji usklajenosti predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena. Tako da kar prosim, besedo predajam ministrici. Predstaviti vam želim postopek priprave izjemno pomembnega predpisa, ki bo predstavljal temelj za reforme na področju javnega sektorja, izboljšal pogoje za delovanje nepridobitnih organizacij tudi na področju nevladnega sektorja in ki ga bo danes potrdila Vlada Republike Slovenije in poslala v Državni zbor. Zakaj pravzaprav želim predstaviti postopek priprave tega predpisa? Ker želim nesporno vnaprej izključiti glasove, ki zadnje čase večkrat neupravičeno oznanjajo, da smo arogantna oblast, ki pri pripravi predpisov nikogar ne upošteva, da smo ubili socialni dialog in da sta ti dve dejstvi običajno opravičilo, da 30 poslancev opozicije vedno znova in še naprej blokira uveljavitev predpisov, ki so pomembni za napredek naše države in njenih podsistemov. To besedilo zakona o izvajanju dejavnostih splošnega pomena nadomešča zakon o zavodih iz leta 1991. V mandatu prejšnje vlade je za modernizacijo javnih zavodov v javnem sektorju oblast predvidela v prihodnjih določbah zakona o javno-zasebnem partnerstvu zgolj par določb, ki so določale, da se lahko javni zavodi preoblikujejo v gospodarske družbe s podeljeno koncesijo ustanovitelja. V 3 letih lahko smo ugotovili, da pravzaprav nihče od javnih zavodov ni uporabil te možnosti, ki je bila dana. Natančna analiza stanja, ki smo jo opravili, pa je vendarle pokazala, da sistemski okvir, ki ga je izvajalcem določil zakon o zavodih za aktualne izboljšave oziroma reforme sistemov na področju zdravstvenih, socialnih, invalidskih, izobraževalnih, kulturnih, raziskovalnih in drugih negospodarskih sistemov, ni več ustrezen. Da torej ne omogoča optimalne izrabe materialnih in kadrovskih potencialov za dosego ciljev socialne države. Zakon smo dejansko pripravljali 2 leti, od tega 9 mesecev v okviru javne razprave in v tesnem sodelovanju z izvajalci, predstavniki ustanoviteljev in uporabnikov, socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in 30 reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Obdobje in način vodenja javne razprave smo vam pripravili natančno in ga ne želim zdaj povzemati, bil je pa res intenziven, 8 mesecev je trajal. V procesu smo pravzaprav ugotovili analize stanja 8 bistvenih pomanjkljivosti, ki jih želim zgolj počrtati. Pomanjkljivost je to, da v dosedanjih predpisih ni bilo določenih skupnih temeljev kot obveznih izhodišč pri oblikovanju sektorskih politik. Drug razlog je, da statusna oblika javnega zavoda in prepletenost funkcij organov upravljanja, ustanovitelja in poslovodstva so se netransparentno prepletale in je bilo treba za delovanje
boljše delovanje posodobi te statusne oblike. Potem izvajalci javnih služb so bili različno obravnavani, neustrezen je bil sistem financiranja, neustrezna je bila opredeljenost in razmejenost javne službe in tržne dejavnosti v javnih zavodov, pomanjkljiv je bil nadzor javnega financiranja z vidika rezultatov poslovanja, pogoji, vsebina in postopek za podeljevanje koncesij ni bil ustrezno na enem mestu urejen, pomanjkljivosti pa so bile zaznane tudi pri urejanju zasebnih zavodov. Zato je temeljni cilj novega zakona odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so jih v 20 letih zaznali tako ustanovitelji, izvajalci, kot tudi uporabniki storitev socialne države. Prepoznane težave in nedoslednosti in tudi razvojne neprilagojenosti veljavne ureditve zahtevajo torej najprej spremembo na sistemski ravni in seveda posledično tudi na ravni posameznega sistema dejavnosti. Vsebina predlaganega zakona je tako bistveno širša od dosedanje ureditve v zakonu o zavodih in posamezni sistemi se bodo morali zakonu prilagoditi najkasneje v 3 letih. Poglavitne rešitve se nanašajo torej na določitev splošnega okvira pri normiranju, izvajanju in nadzoru dejavnosti splošnega pomena, opredeljujejo se statusne oblike zavodov, 2 tipa javnih zavodov in 2 tipa zasebnih zavodov in opredelijo se pogoji, vsebine in postopki podeljevanja koncesij. Pri pripravi teh rešitev smo v okviru javne razprave in v postopku usklajevanja s socialnimi partnerji upoštevali njihove predloge v pretežni meri, zato osebno ocenjujem, da nov sistemski okvir predstavlja dobro podlago za nadgradnje in izboljšave obstoječih sistemov. Seveda je za predstavnike reprezentativnih sindikatov, ki predstavljajo v letu 2009 v javnih zavodih, ki jih je 1495 in je v njih zaposlenih 111.634 javnih uslužbencev, izjemno pomembno sistemsko podlago, zato je sodelovanje v postopku usklajevanja po posameznih členih bilo upravljeno z reprezentativnimi sindikati, kjer smo tudi podpisali izjavo o usklajenosti in smo razen pri 4 členih usklajeni z reprezentativnimi sindikati, tudi z nevladnimi organizacijami, ki zasebni zavod in kot orodje pravno statusno obliko v pomembnem delu uporabljajo za razvoj nepridobitnega sektorja v naši državi. Tudi to sodelovanje je bilo opravljeno in vabim, torej, kot je bilo sporočeno, k besedi spoštovane sodelujoče, ki so v postopku priprave tega predpisa sodelovali. Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje. Torej, v teh časih, ko je nacionalni šport, da se o ničemer ne dogovorimo oziroma da se vse na nek način konča v konfliktu, se je treba najprej vprašati, da je tu zadaj kakšna zarota, da smo na nek način prišli do konca z nekim, rekel, dostojnim postopkom usklajevanja zakona, ki se je začel pravzaprav konfliktno, končal pa z nekim sorazmernim zadovoljstvom obeh strani, ki sta prišla do rešitve sprejemljive za obe oziroma tudi za tretjo stran, ki jo predstavlja kolega v nevladnih organizacijah. Namreč, mi smo prvotni predlog zavrnili, potem pa v postopkih usklajevanja, ki so bili zahtevni, prišli do točke, kjer smo na nek način
zavarovali tisto, kar je bilo za nas zelo pomembno, to je, da ni mogoče zdaj po tem zakonu odtujevati premoženja, ki je državna lastnina, to so šole, bolnice, zdravstveni domovi in podobne vprašanje. Po drugi strani smo ohranili sistem organov, ki omogočajo sodelovanje delavcem in delavkam pri odločanju, in po tretji strani smo v tem zakonu zagotovili, da bodo področja, to so številni naši člani in članice zahtevali, ki nimajo standardov in normativov, da jim ta zakon zdaj določa rok, v katerem bo mogoče, v katerem morajo resorje določiti standardni normative, kar je šele, bom rekel, izhodišče za neko preverljiv obseg delovanja javnih služb. Kar se tiče samega postopka, le še stavek. Mi smo na koncu se je zadeva zožila na nekaj vprašanj, ta bistvena, ki so bila odprta, še enkrat ponavljam, okrog lastnine, okrog organov in pa tudi okrog standardov in normativov, pa so bila rešena v soglasju, in ta zakon je zdaj precej drugačen, kot je bil na začetku. Po naši presoji bi moral prispevati k urejevanju razmer v javnem sektorju. Hvala lepa. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, kar se tiče vsebine, sta že gospa ministrica in gospod Štrukelj več ali manj vse povedala. V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja smo se sindikati z veliko večino odločili, da je zakon v taki obliki za nas sprejemljiv, razen tistih 4 členov, ki so ostali odprti, neusklajeni. Treba je povedati, da vsi sindikati se z zakonom v taki obliki, kot je, niso strinjali, eni iz čisto konceptualnih razlogov, eni zato, ker še vedno smatrajo, da ne nudi zadostne zaščite pred privatizacijo. Kar se tiče socialnega dialoga, bi kar potrdil, da je bil tokrat na dosti visoki ravni. Upam si trditi, da če bi bil dialog na tako visoki ravni tudi okoli plačnega sistema, da ne bi prišlo do zapletov z dolgom države do javnih uslužbencev, in bi hkrati tudi pozval gospod ministrico in vlado, da z enako vnemo pristopijo tudi k reševanju stavkovnega sporazuma, ki ga imamo še vedno odprtega. Tako da z upanjem gledamo naprej, da bo tudi socialni dialog tekel tako dobro, kot je okoli tega zakona. Hvala lepa. Hvala. Še gospod Matej. Hvala za besedo. Torej, tudi nevladne organizacije smo se že v bistvu lani jeseni precej aktivno vključile v postopke usklajevanja in predlaganja v zvezi z sprejemanjem omenjenega zakona, pri čemer za razliko od mojih prejšnjih sogovornikov so vsebine, ki zanimajo nas predvsem dve. Ena je pač tista pluralizacija javnih sredstev, se pravi v smislu ne privatizacije nekega premoženja, ampak izvajalcev kot takih, ki lahko zagotavljajo neke javne dobrine, morda pod drugačnimi pogoji, bolj trajno, bolj dostopno. In pa seveda v tistem delu zakona, ki posebno statusno ureja položaj zasebnih zavodov, spravo, ki prevzemati določbe iz sedaj veljavnega zakona o zavodih, kot ene od tistih v zadnjih letih precej popularne oblike v nevladnem sektorju, ki je ena od tistih nekoliko najbolj razvijajočih in trenutno cvetočih, če se lahko tako izrazim. Tekom samega usklajevanja v bistvu, kot ste opazili v gradivih, se ni spreminjalo samo ime zakona, ampak tudi mislim, da je bil ogromno napredek narejen od lani pa pač do zadnje verzije, ravno v teh dveh vsebinah, tako da smo pač lahko rečem dosegli neko precej visoko stopnjo usklajenosti, tako da če so bili moji predhodniki zadovoljni s socialnim dialogom, smo tudi mi tokrat z civilnim dialogom v tem primeru zelo zadovoljni. Hvala lepa. Je mogoče kakšno vprašanje? Ja,
Nika Benedikt Radio, zanima me, kakšna je teža teh 4 neusklajenih členov, predvsem pa, ali je ta zakon neka podlaga za tisto napovedovano reformo javnega sektorja in kaj vse slomi potem na tem zakonu, katere druge spremembe. Hvala. Hvala lepa. Ta zakon predstavlja spremenjeno sistemsko osnovo za reforme sektorskih politik. Stari zakon o zavodih ni ustrezna podlaga več in v 3 delih, torej tako glede enotnih sistemskih izhodišč, kot glede novih statusnih oblik in glede enotne ureditve koncesij, je podlaga za sektorske politike in drži. Posamezne reforme na področju zdravja, sociale, invalidskega varstva, izobraževalnih sistemov, raziskovalnih organizacij v nadaljevanju bodo morale upoštevati sistemski okvir, ki ga določa ta zakon, in torej ta zakon je temelj za reforme pomembnega dela javnega sektorja. Drugi del, katerega ste verjetno imeli v mislih, to je izboljšanje sistemov državne uprave. Izhodišče za reformo državne uprave je tisto, kar bomo v nadaljevanju predstavili v smislu bolj optimalne organizacije in tako naprej. Pa še plačnega sem v mislih. Tudi glede plačnega, ampak tam, kot so predstavniki reprezentativnih sindikatov povedali, imamo 2 dolga. Prvi dolg je iz sistema dogovorov, da v letu 2011 posodobimo, odpravimo plačni sistem, posodobimo, odpravimo anomalije in v plačnem sistemu, to smo si zastavili kot rok do konca leta 2011 in v okviru izhodišč za izboljšave v državni upravi bomo seveda obravnavali tudi izhodišče za prenovo plačnega sistema. Glede neusklajenih členov bi lahko, vsaj moja ocena je, da ne gre za bistvene neusklajenosti. Vprašanje, ki se nam je pojavljalo, je, ali je ustrezno, da v zakonu določimo odstotek tržne dejavnosti, ki jo bodo lahko opravljali javni zavodi. V prilogi smo vam pripravili ureditev zgoščeno, da vam bo jasno, kako zelo smo omejili izvajalce pri upravljanju dopolnilne dejavnosti, hkrati pa na vladni strani ocenili, da glede na pestrost posameznih področij ni mogoče v sistemskem predpisu operirati z odstotkom. Smo pa po res intenzivnih pogovorih s sindikati določili, da bo področna zakonodaja določila možne vsebine in obseg dopolnilnih dejavnosti na posameznih področjih. To je tisto, odstotka pa nismo dali, zato vendarle ocenjujemo, da v tem delu, ker sindikati so predlagali odstotkovno omejitev, smo dali ta člen med neusklajen. Potem, glede sestave in članstva v nadzornem svetu, je bilo vprašanje večine ustanovitelja v nadzornem svetu. Vladna stran je zaradi zahteve računskega sodišča, da naj v nadzornem svetu ustanovitelj izvaja nadzor z večino članov, ker je to njegova temeljna odgovornost, sledili mnenju računskega sodišča. Glede subsidiarne uporabe zakona je bilo vprašanje, ali je mogoče s tem zakonom seveda zahtevati nesporno od posameznih področij, da nekih stvari ne smejo drugače urediti. Pravna stroka, služba vlade za zakonodajo je poudarila, da zaradi hierarhije pravnih aktov je prvi odstavek, ki smo ga imeli v zakonu in je določal, da smejo področni predpisi posamezna vprašanja drugače urediti, samo če je pri posameznem členu tega zakona določeno, da smejo tako urediti, da ni skladen z pravnim redom v smislu hierarhije pravnih aktov. Sindikati bi želeli, da ta člen ostane. Mi smo vendarle
na zahtevo službe vlade za zakonodaje zaradi pravno-formalnih razlogov ta člen črtali. 4. člen glede načina izvajanja dejavnosti, ki je med neusklajenimi členi, lahko ugotovim, da je ta člen zdaj usklajen, ker smo črtali tisto določbo in na seji vlade danes tega dela več ne bo, ampak to je to. Če jaz lahko dodam stavek, zdaj, kar se tiče teh odstotkov, mi smo nekoliko nihali okrog te določbene odstotka, koliko je lahko te dodatne dejavnosti, ki seveda pomeni tržno logiko, a ne, in prišli na koncu kljub vsemu do sklepa, da je to po posameznih področjih zelo težko določiti, da je nekje 30% dovolj, druge preveč, a ne, in pri tretjih premalo. Skratka, na nek način smo potem te odstotke umaknili. Je pa zelo bistveno pri tem zakonu, kar danes še ni bilo izpostavljeno, da po naši presoji jasneje loči ta javni del oziroma to, kar je temeljna dejavnost, kar je javna služba, kar je pač servis državljanom in državljankam, od tega, kar je dodatna dejavnost. Veste, da imamo po posameznih področjih, recimo v zdravstvu, tega mešanja zelo veliko in nezadovoljstva, ki iz tega naslova izhaja. Mi smo izrazito ustrajali pri tem, da se tu neka ostra ločnica postavi. Kar se pa tiče teh nadzornih svetov, tu je imel zlasti eden od naših sindikatov težave v raziskovalni dejavnosti. Imamo rešitve, ki so bile pred nekaj meseci sprejete, kar se tiče upravnih odborov, kjer se je ustanovitelj kot umaknil iz večine te sestave in seveda kolegi so imeli pomisleke tudi, kar se tiče nadzornih odborov, če bo to funkcioniralo v raziskovalni dejavnosti, ki je pač visoko intelektualno organizirana dejavnost, ali je to smiselno, zato se mi pač nismo mogli s tem 67. členom, ki je eden od 4 neusklajenih strinjati. Hvala lepa. Mogoče še kakšno vprašanje? Ja, Nebuštenicija Slovenija, mogoče za ilustracijo, kaj konkretno bo ta zakon pomenil recimo za zdravstveni dom ali šolo, če zanimo en primer? Odgovorila bom samo z enim stavkom. Priložnost za Ministrstvo za zdravje, da po vseh vprašanjih, ki jih ta zakon temeljito definira, izboljša svoje sisteme, svojo področno zakonodajo. Govorimo o sistemskem predpisu in po potrditvi na vladi bom skušala par rešitev predstaviti po seji vlade v vsebinskem smislu. Hvala lepa. Hvala vsem. Hvala.